Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je predzadnje dejanje 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije in Domžalčani bodo zadnji dve tekmi odigrali na domači zelenici. Tudi danes kar nekaj sprememb v začetni enajsterici pri Dejanu Đuranoviću. No, zdaj pa nova napadalna akcija. Kolobarić in Domžalčani znova super hitrim zadetkom do vodstva. Dario Kolobarić pa je dosegel svoj 8. prvenstveni gol. Tako se je izenačil z Đorđejem Ivanovićem in Nardinom Mulahusejnovićem in znova na domači zelenici kaj hitro, ekspresno tresajo mrežo nasprotnika. Fantje v rumenih dresih takole, Pišek, sjajna podaja v prazno pred Kolobarića, ki je bil dovolj hiter in spreten. Ja, v tej sezoni je Dario Kolobarić Ploj. To bo predložek v kazenski prostor, žoga tam in izenačenje v Domžalah. Nemanja Jakšić je bil na pravem mestu in Aluminij je v 14. minuti izenačil na 1:1. Lepa akcija gostov. Ja, in Sorčan je moral tudi kaj hitro v žogo po svojo mrežo. Takole Ploj, dobro je opazil tam, poslal žogo. Se tam trudi Ibričić, ampak borben, nepopustljiv je Jakšić. Nov napad Aluminija je tukaj morda gol, ne, ostaja 1:1. Tudi malce premešajo po zimskem premoru. Bomo videli, kaj bo tudi z določenimi okrepitvami. Napad Aluminija in tukaj je, ali je tukaj bil gol. Flakus Bosil je zatresel tam okvir vrat, zatresla se je prečka. Ampak tole si bo veljalo ogledati, kot kaže Dragoslav Perić. Jakupović in vratnica in Domžalčani znova vodijo. Odbitek pa do Šoštarić-Karića in Domžale vodijo znova 2:1, 62. minuta. Najprej se je zatresla vratnica, na pravem mestu je znal vse skupaj na to po tistem odbitku kaznovati Sven Šoštarić-Karić. Takole je Jakupović, ja, dober strel z glavo Ibričića in je obranil strel Ibričića. Ali bo danes Ibričić bolj učinkovit, bolj natančen in še enkrat brani Janžeković. Dobro smo začeli tekmo, povedali, imeli nekako kontrolo, prijeti zadetek nas je nekako vrgel iz ritma. Aluminij je prišel do nekih obetavnih situacij, čeprav smo tudi mi imeli v prvem polčasu še dobro priložnost za povišanje izida. V drugem polčasu pa mislim, da smo bili boljši, da smo dominirali na igrišču, da smo ritem igri dajali predvsem mi. Imeli smo priložnosti, imeli smo 11 metrov, ki nismo izkoristili, ampak na koncu smo zadovoljni, da so vse 3 točke ostale doma. Ja, na tekmi je pripadal po polčas vsaki ekipi. Absolutno smo mi dominirali prvi polčas, kljub hitremu prijetnemu zadetku smo se zelo dobro odzvali, nanizali kar nekaj lepih priložnosti. Drugi polčas pa nismo uspeli odgovoriti na domžalsko agresijo in smo bili kar malo izgubljeni in plod tega je, da smo na koncu izgubili. Škoda, zdaj je že druga tekma, ko nam takole uhajajo točke, ampak moramo gledati naprej pozitivno in poskušati na naslednji tekmi zopet iztržiti maksimum.